Prihajamo na 7. točko, predlog zaključnega računa proračuna občine Kamnik za leto 2024. Predlog zaključnega računa je objavljen v gradivu številka 16/1, predlagatelj župan, poročevalci pa Lidija Božič, Andrej Osolnik, Maja Sušnik, Timotej Štritov, Katarina Vegel, dr. Mitja Pavliha, Boris Ravbar in pa Tomaž Zabavnik. Beseda ima Timotej Štritov. Ja, hvala za besedo. Se pravi, tako kot vsako leto bi skladno z zakonom o javnih financah in 28. členom zaključni račun že posredovan na Ministrstvu za finance. V enakem besedilu pa ga je seveda potrebno predložiti tudi občinskemu svetu. Tudi pripravljeno je skladno zakonodajo, občinska uprava pa je sledila realizaciji zastavljenih ciljev, ki so bili sprejeti s proračunom občine Kamnik za leto 2024. Odlok o proračunu občine Kamnik je bil sprejet na 8. redni seji občinskega sveta občine Kamnik 20. decembra 2023 in objavljen v uradnem listu številka 130/23, lani pa smo imeli tudi 2 rebalansa. Zaključni račun je akt občine, v katerem so prikazani predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za preteklo leto. Upoštevano je načelo plačane realizacije, kar pomeni, da prihodki in odhodki predstavljajo dejansko nakazilo na oziroma iz transakcijskega računa. Realizirani prihodki proračuna so v letu 2024 znašali 31 460 869,14 evrov in so bili realizirani v 76,4% od načrtovanih. Realizirani odhodki proračuna so v letu 2024 znašali 37 856 869,72 evra in so bili realizirani v 74,5% v primerjavi z načrtovanimi. V zaključnem računu so skladno s predpisi navedeni tudi podatki o porabi sredstev proračunske rezerve in splošne proračunske rezervacije ter obrazložitev podatkov iz bilance stanja na dan 31.12.2024. To je vrednost dolgoročnih finančnih naložb občine Kamnik je znašala 4 732 242,48 evra. Največje naložbe so bile v Veliko planino d.o.o., javno podjetje CČN Domžale Kamnik d.o.o. in pa Terme Snovik Kamnik d.o.o. Vrednost nepremičnin je znašala 104 597 086,79 evra. Gre za ceste, javno razsvetljavo, vodovod, kanalizacijo, zemljišča, stanovanja, poslovne prostore, kulturne objekte in pa podobno. Vrednost terjatev za sredstva dana v upravljanje javnim zavodom pa je znašala 36 651 882,02 evra. Stanje zadolženosti občine Kamnik na dan 31.12.2024 je znašalo 12 13 333,12 evra in je sestavljeno iz 3 kreditov, namreč iz kredita za nakup zemljišča na območju bivše Smodnišnice in pa 2 kreditov za gradnjo osnovne šole Frana Albrehta. Stanje sredstev na računu proračuna je na dan 31. december 2024 znašalo 2 193 789,53 evra. V skladu za financiranje investicij v osnovne šole je bilo 1 755 493,21 evrov. V rezervnem skladu za stanovanjsko področje 46 441,5 evrov, v skladu za pokriti bazen 427 633,24 evrov, v skladu za športne objekte 97 728,73 evra, v skladu proračunske rezerve 51 911,89 evra in v skladu za delovanje svetniških skupin oziroma samostojnih svetnikov 27 864,22 evrov. Neporabljena sredstva na dan 31. december 2024 pa so se prenesla in se uporabljajo za pokrivanje odhodkov v letu 2025. Toliko z moje strani. Hvala. Hvala, odpiram razpravo, delovna telesa, svetniške skupine, svetnice, svetniki. Sedema Sandi Uršič. Se upravičujem, pri naslednjih točkah se tudi jaz nam oglasil. Zdaj zadeva je že poslana na
ministrstvo, kot je bilo povedano, tako da v bistvu mi se bolj ali manj seznanjamo, vse mi pa v oči padla ena zadeva. Turistična taksa. Ne. Predvsem mislim, da je tukaj malo napačno naveden. No. V letu 2024 je bilo evidentiranih 89.431 nočitev. Polno turistično takso v višini 2 evra je plačalo 59.976 turistov. Polovično turistično takso v višini 1 evro je plačalo 18.561 gostov. In pa 10.894 gostov je bilo plačila turistične in promocijske takse oproščeno. Zdaj jaz predvidevam, da ker se ta seštevek ujema, pa dobiš ven 89.431, da gre tukaj vse za nočitve, da ne gre enkrat za turiste, enkrat za goste, da ni razlika, da turist, če 2 evra plačaš, če pa sam evro pa oproščen, pa samo gost. Tako da to je verjetno ena taka napaka. Me pa zanima ta 10.894, predvidevam, da nočitev je bilo upravičeno plačila. Kdo so te gostje, ki so upravičeni plačila turistične in promocijske takse? In pa za v bodoče mislim, da bi bilo fino, da se navaja, tako kot je tudi na občinski strani, ki je Zavod za turizem pripravil, da v bistvu, da se vidi, kjeri so tisti največji, a ne. Ker tukaj so Terme Snovik izpostavljene, vse ostalo se pa združuje. Ne. Iz spletne strani vidimo, da ta drugi individualen ponudnik je v bistvu Ekoresort po številu nočitev. Tako da bi bilo fajn, da se navede tako prvih 5, da vidimo, kjeri so tisti posamezni turistični subjekti, ki prinesajo največ nočitev v občini Kamnik. Hvala. Hvala. Glede odgovora, zdaj, Lidija, imate vi glede odloka o turistični taksi? Določene skupine so oproščene, jaz pa ne vem točen, kjer je, tako da bomo tudi to pripravili, ne, pač. Zdajle odgovora konkretno nimamo, pa ga naknadno pošljemo. Turistična taksa je 2,5 evra na osebo, določene skupine so izvzete in najbrž je teh 10.000 izvzetih, a ne. Dobro. Še kdo? Ne, potem zaključujem razpravo. Glasovali bomo o predlaganem sklepu. Občinski svet občine Kamnik sprejme zaključni račun proračuna občine Kamnik za leto 2024. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Za je glasovalo 25 svetnic in svetnikov, proti nihče. Ugotovim, da je sklep sprejet in točka zaključena.